Moje ime je Riki, sem član in ustanovitelj plesno-erotične skupine Total Knockout. Iz tistega uvodnega dela, kjer je ona pač cela prestrašena, se začne zadeva razvijati v to smer, da se pač postane malo vroče in se treba malo razkomotiti. In ja, potem se vse skupaj začne. Odločil sem se v bistvu, da postanem slačji fant v času študija, ko je bilo treba nekako razmišljati, kaj bi pa delal zraven v času pač faksa. In so bili tako študentski žuri in je slučajno enkrat bila taka muzika od Kačena, Joe Cocker je bil točno, You Can Leave Your Head On. In so bebe bile ful v akciji, ful so norele nekako in sem jaz rekel, dej, grem jaz malo zamigati, da vidim, kaj bo kaj se dogajalo. In je bil tak ful pozitiven feedback. Pol kasneje, ko sem šel spat, sem razmišljal, čakaj samo malo, to pa mogoče niti ni toliko slaba ideja za neko poslovno priložnost. Telo sem imel od nekdaj že tako atletsko grajeno, tako da sramu pred nekim slačenjem nisem imel. Res pa, da nisem imel nobene koreografije, nobenega programa, nič, ker takrat na začetku to niti ni bilo pomembno. Pri mojih predstavah je v bistvu najbolj mi všeč to, da izživim, dobim tisti feedback, energijo publike, klub, kjer čaka, ne vem, 500-600 željnih deklet, ki se dere izpod odra. Kdaj katera tako direktno pride in pade kako nespodobno povabilo. Tudi to se je že zgodilo, da sem kdaj kakšno izmed obiskovalk seksov, ampak to je zelo redko se to zgodi. Mora preskočiti neka iskrica, ki bi tudi morda drugače preskočila, če bi jaz bil nekje v kakšnem čist svojem privatnem okolju. Dotiki so v bistvu dovoljeni, dotiki. Medtem ko ni pa zdaj to dovoljeno, da si lahko punca privošči, da nas zdaj napolno tipava in dela, kar pač njej srce poželi. Tu damo jasno vedeti, da nismo tam za to. Zdaj, če pa katera malo prime, pa to ni zdaj kaj takega. Tako da poljub na odru je padel, to ni skrivnost, ampak francoski pa ne. V klubu je ponovadi vedno ful entuzijastičen začetek. Ono norenje, že predno mi sploh gremo na oder, že slišiš iz backstagea, ono vreščanje, dretje in samo res komaj čakaš, da prideš na stage in da daš ven tisto energijo, ki pač se nabira v tebi. Predstavimo ene 4 do 5 različnih kostumov. Najbolj zaželeni ali pa najbolj tisti, ki dobijo največ feedbacka iz strani publike, se mi zdi, da so še vedno neke uniforme. Ali so to gasilci, policisti, vojaki. V zdajšnjem času je recimo dosti aktualna tudi finta zdravnika, tako da je kar pestro. Dekliščino ali kakšno drugo vrste zabavo. Je pa to zgolj kot neke presenečenje in do tistega trenutka dejansko ta bodoča nevesta ali pač slavljenka sploh ne ve, da se bo karkoli dogajalo, nakar naenkrat na vrata potrka policist, da so morda preglasni. In iz tistega uvodnega dela, kjer je ona pač cela prestrašena, se začne zadeva razvijati v to smer, da se pač postane malo vroče in se treba malo razkomotiti. In ja, potem se vse skupaj začne. Tisti trenutek, ko se vstopi noter, še ni muzike v ozadju, takrat je vse resno še. In zdaj, če se ostale prijateljice uspejo zadržati, da se ne začnejo takoj hihitati in smejati in snemati in slikati, ker vejo, da je kao fora, izpade zelo dober.
in presenečenje uspe, ne. Če se pa že one vnaprej začnejo hecati, pa striper, ne vem kaj, ne, in pol pa presenečenje ni več tako idealno, ne. Ampak v večini primerov ful pozitivno. Takrat je ta punca, ki praznuje vedno, kaj ste mi naredile, ne, se bom maščevala in tako da prav zabavno izpade. Od vsakega fanta v ekipi odvisno, ali zna brzdati te svoje hormone in si reči, lej, mi smo tam zato pač, da animiramo, ne pa zato, da bomo vse po vrsti dali dol, iskreno povedano, ne. Ker tudi to bi se lahko zgodilo, če bi recimo ne imeli nekih vnaprej zastavljenih načel, kaj počnemo, kaj pa ne. In težko se je včasih upreti, ko puncam popolnoma popustijo zavore. Tako bom rekel, dekleta, ko malo spijejo, so marsikaj pripravljene narediti. Naprimer 11 zgori brez popolnoma sleče in da samo v tangicah skačejo okrog. Ti pa rečeš, jaz tu samo plešem. Moraš biti res karakter, da ostaneš z mislimi za zgornjo glavo, ne za spodnjo. Imaš tako bodočo nevesto, ko reče, joj, zadnjič mi je, dajmo, akcija. Imaš tako, ko je ful zadržana, čeprav si ne predstavljam takega zakona s tako punco, ampak okej. Recimo, tako da meni se v vsakem primeru všeč bolj tiste, ki so tam nekje vmes, no. Da ni zdaj totalno divje, da hoče kar strgati vse živo iz tebe in da te že po 2 minutah hoče imeti slečenega, ker drugače na privat zabavi šov traja pol urce, ne samo 2 minuti. Ta neka srednja meja mi je najbolj simpatična, no. Bodoča nevesta me je 2-krat povabila v svoje stanovanje. S tem, da bom tako čisto iskreno povedal, tega nisem naredil. Je pa mogoče lepo od nje, da je to tako iskreno povedala, ne, da si želi še to zadnjič, predno bo pač kao šla v zakonski harem. Ampak sem ostal karakter, no pa sem zavrnil. Pred leti zgodila ena taka neljuba situacija, ko je pač jaz se s to bodočo nevesto pogovarjam nekje 5 minut tam, kjer sem se pač preoblačil, ne, v tistem prostoru in ta njen bodoči je ravno klical v tistem času to njeno neko frendico in ona rekla, ja, tvoje pa tam z fantom v garderobi. Ne, in to je vse, kar je on slišal, nič kaj, kje, kako in valjda on čisto ljubosumen in ker je bila ta fantovščina, kjer je on bil dosti blizu, ne, je on čisto znorel in so prišli z 4 fantje z, ne vem, celo bejzbolskimi palcami, da se čisto razumemo. To je bila ena takih odštekanih in groznih situacij, ki sem jih doživel. Ampak na srečo je bila ta situacija taka, da sem jaz to slišal, da se nekaj pripravlja, da ko so z avti prišli na polno ono zažlajfali in da sem mogel skočiti z okno, no, iskreno povedano. Na swingersko zabavo me sicer niso povabili, so me povabili že na razne te fantovske partije tudi, ne. Ne vem, ali zgledam mogoče, da bi šel jaz tja, ampak jaz to, ker res to moram početi, oziroma počnem to zato, ker uživam v tem in nekako si ne predstavljam, da bi pač užival isto, da bi imel enega fanta na stolu in bi mu pač plesal, no. Naredil sem uslugo eni ful dobri frendici, ki me je res prosila in pač takrat je bil fant na začetku na odru, ampak sem dosti hitro vključil še potem frendico njegovo zraven, tako da je vse skupaj izpadlo kot nek štos, no. Ni pa bilo to na isti način šov, kot je drugače, ko je beba sama na stolu, no. Denarja nazaj niso nikoli zahtevali. Tako da to jaz mislim, da je en tak pokazatelj, da to, kar delamo, da delamo dobro, da so vsi zadovoljni. Mislim, da kar dostavimo tisto, za kar smo prišli, no. Ker ravno naša skupina zdaj v tem času tudi išče, vključuje nove fante, ker imamo pač preprosto toliko velik trg, da ne moremo pokriti vseh povpraševanj, ki se nam pač pojavljajo, ne. Tako da vabljeni vsi tisti, ki si želite
enega razboljivega poklica. Hvala, ker si gledal video do konca. Upam, da sem odgovoril na vsako tvoje vprašanje in te vabim, da se nam pridružiš na kakšnem od naših predstav.